Živijo, moje ime je Robert Lisac in v tem videu se bomo pogovarjali o tem, zakaj se mora samoobramba prilagajati človeku in ne obratno. To misel sem prvič zasledil pri Bruce Leeju, ki je pač trdil, da se morajo borilne veščine, borilni športi prilagajati človeku in ne obratno. Meni se je to zdelo takrat, ko sem to pred mnogimi leti prebral, dokaj revolucionarno, ker takrat sem se ukvarjal z tradicionalnimi borilnimi športi in veščinami in tam je bilo zelo jasno. Tak se bomo učili, pa nič drugače. To je del sistema in počeli bomo to tak in nič drugače. Ne? In potem pride tu en Bruce Lee, pa reče, ne, vse to sploh ni res. Lahko si stvari prilagodiš po svoje. In bolj, ko sem raziskoval sfero borilnih športov in veščin, samoobrambo in tako naprej, bolj sem prihajal do spoznanja, da je Bruce Lee seveda imel, tako kot v mnogih drugih stvarih, še kako prav. No in kako to izgleda v praksi? In zakaj je to pomembno? No, vzemimo recimo primer 10-letnega dečka, ki pride k meni pa reče, pa mi pove, da ga v šoli pač, da ga odrivajo in tako naprej. Valjda se mu moram prilagoditi kot učitelj samoobrambe ali pa kot trener in mu pokazati tehnike, ki so primerne otroku. Ne bom ga učil, zdaj, če te on kjer napade slučajno, ti kar z prsti v oko in tako naprej, ker pač to res ni v redu, ne. Pa tudi legalno ni, pa tudi ni sorazmerno s tem, kar se dogaja v sami šoli. Torej, otrok ni bil v življenjski nevarnosti, da bi mogel kar šariti napadalcu po očesu. To pomeni, če jaz temu otroku pokažem osnove v smislu, da postavi ograjico, mi pravimo ograjica, da je to zakamuflirana borbena stoja, da drži človeka na distanci in da na osnovi tega prepreči razna odrivanja že s tem in tudi ne dovoli na ta način, da nasprotnik pride njemu preveč blizu, sem naredil že zelo veliko. Takšen primer sem imel v praksi in ta otrok, ta fantek se je potem tudi uspešno branil na istem nivoju, zadeve niso eskalirale in vsi so bili srečni. Tisti bully je odnehal, fantek je bil srečen, ker je bully odnehal, zrasla mu je samozavest in cilj je bil dosežen. Torej, prilagodil sem se trenutni situaciji in zahtevam tega otroka. Poglejmo si drug primer. Kadar učim samoobrambo za ženske, jaz seveda nikoli ne vem ali pa zelo redko vem, kaj se je tem ženskam ali pa tej ženski dogajalo v preteklosti. Stvari lahko sam domnevam, nekatere stvari mi ženske seveda zaupajo, nekatere ne. In iz določenih reakcij, ki se dogajajo med treningom ali pa med tečajem, lahko sklepam, kaj približno je bilo. In pogosto tukaj tudi ne morem iti potem na nek agresiven mačo princip poučevati borilne veščine, da jim tem ženskam ne prikličem stvari, ki so jih morda že doživele v preteklosti. To pomeni, stvari moram dostikrat zapakirati v neko igro, kjer je namen sicer zelo jasen, da se naučijo te stvari, ki so meni pomembne za njih in ki povečajo potem njihovo samoobrambno sposobnost, ampak so tako zapakirane, da ni ta resna konotacija, ta ogroženost prisotna in da se lahko te ženske sprostijo in preko igre in preko veselja do gibanja naučijo določenih samoobrambnih tehnik in potem šele s časom postajamo vedno bolj specifični in eksplicitni, če pač tako povem. To pomeni spet čisto drugače učim tako žensko kot recimo tega dečka. Še zadnji primer. Recimo, da učim kakšnega policaja ali pa bodočega policaja in ga bom učil recimo stvari
kako deeskalirati stvari ali pa kako uporabiti minimalno možno silo, da človeka obvlada. In to seveda potem je spet čist drugačen način treninga, zaradi tega, ker pri policajih je tudi še potem pomembna vsa ta komunikacija, ki se dogaja lahko predtem, preden pride do fizičnega nivoja, in je to spet čist drugačen način treninga. To pomeni, samoobramba za 10-letnega dečka pomeni nekaj čist drugega kot za žensko, ki je prišla na samoobrambo za ženske, in spet nekaj čist drugega za policaja ali pa varnostnika ali pa nekoga, ki pač dela na vratih v vojski ali pa bilo kje, kjer je treba pač stvari obvladati. In te stvari je treba seveda znati podajati, in to Bruce Leeovo načelo, da se je treba samoobrambo oziroma borilne veščine prilagoditi samemu sebi, potrebam torej človeka, ki te stvari vadi, to je pač enostavno v današnjem času potrebno upoštevati, ker je smiselno, logično, hitreje pripelje do določenih rezultatov, in da boste tudi bolj razumeli, na kakšen način jaz kot trener ali pa učitelj samoobrambe, borilnih veščin, borilnih športov sploh funkcioniram. Vedno pogledam človeka, kaj sploh rabi, in mu potem te stvari tudi dam. Kaj to pomeni? Tudi tako čisto globalno. Ja, pač lahko potem vzamem ene tehnike iz filipinske sfere, lahko vzamem ene tehnike iz MMA-ja, ene iz juda, ene ne vem kaj, in pač sestavim tak divji miks, ki paše točno temu človeku, ker pač ženskam bodo pasale petke, otroku bojo pasali sandale, varnostniku bojo pasali bulerji, torej, če tako figurativno govorim, vsakemu človeku to obutev prilagodim oziroma to borilno veščino, borilni šport, samoobrambo prilagodim. To je to. Tako da ste razumeli mojo filozofijo poučevanja in zakaj je na mojih tečajih ali pa treningih tako, kot je. Zdaj, če želite izvedeti, samo da tu plonkam, kakšna mora biti samoobramba majhnega in šibkega človeka, če ste na YouTubeu, si poglejte zadevo tu, če niste na YouTubeu ali pa na Facebooku ali pa kje drugje, pa pač poiščete tisti link in kliknite tja. Če želite tudi seveda biti varni, fit in pripravljeni kot moderni samuraji, se seveda na YouTubeu naročite na kanal, na moj kanal. Če ste pa na Facebooku, kliknite tisti sledi, všeček, deljene, vesta, FB, mislim, so to FB čarovnijo pač zrihtate in ste cari. Evo, se vidimo v naslednjem videu. Čau.